Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 6. maj 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Pripravili smo analizo in preverili, kakšne so možnosti vijoličastih za 17. naslov državnih prvakov, pa tudi kakšen razpored še čaka vodilni moštvi na lestvici. Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bodo premierju Robertu Golobu in tudi predsednikom političnih strank predočili 139 zahtev. Kaj zahtevajo? Prijave otrok za letovanje Zveze prijateljev mladine Maribor se bodo odprle danes ob 18. uri. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Pred zadnjimi 3 krogi državnega prvenstva prvo Olimpijo in drugi Maribor na lestvici loči 7 točk. Ob tem pa vijoličaste v sredo ob 18:45 čaka še zaostala tekma s tretjeuvrščenimi Celjani. Zmago na štajerskem derbiju bi se 16-kratni državni prvaki zeleno-belim približali na 4 točke zaostanka in prvenstvo bi vsaj za nekaj dni postalo dodatno zapleteno. V Večeru smo pripravili analizo in preverili, kakšen razpored še čaka vodilni moštvi na lestvici, kakšne so možnosti vijoličastih za 17. naslov državnih prvakov, kdaj je Maribor nazadnje slavil na 7 prvenstvenih tekmah zapored in kje je Maribor izgubljal točke v primerjavi z Ljubljančani. Z mano je Miha Dajčman, ki spremlja NK Maribor. Zdravo, Miha. Zdravo. Evo, kar konkretno, ima Maribor še možnosti za naslov? Ja, seveda Maribor še ima možnosti. Meni se zdijo sicer zelo majhne, ampak vse se lahko zaplete v nogometu. In Boštjan Cesar je po zadnji tekmi v Stožicah na vprašanje, če verjame v nogometne čudeže, sam dejal, da verjame in da v te čudeže verjame tudi njegovo moštvo. Tako da možnosti so, je pa nogometni znanstvenik, Mariborčan Jernej Flisar, ki dela za 12 Football, švedsko nogometno znanstveno oziroma analitično firmo, izračunal preko simulacij končno lestvico oziroma možnosti, kako bi ekipe lahko končale prvenstvo na koncu po 36 krogih. In po njegovih izračunih, mislim, da je simulacije so šle skozi 200.000 izračunov, če se ne motim, je podatek, da ima Maribor 9% možnost, da na koncu osvoji prvenstvo. Zdaj 9, za nekatere bi lahko rekli, da je dosti, možnosti za druge pa pač je kar zgovorno. No, 9% možnost pa je. Možnosti torej so, ne? Trenutna je razlika med prvo in drugo ekipo lige 7 točk, Maribor ima tekmo manj. Vijoličasti so na medsebojnih dvobojih z Olimpijo osvojili 6 točk več od Ljubljančanov. Kje je torej nastala razlika in ali je res, kakor pravi trener Maribora Boštjan Cesar, da se prvenstvo dobiva na manjših tekmah? Zdaj, kaj so manjše tekme? To je tukaj bistveno vprašanje, ne? Težko jih je uvrednotiti, vedno lahko rečemo, da je derbi tista največja tekma. Maribor je v tej sezoni v derbijih bil boljši od Olimpije, ampak Olimpija ima 3 kroge pred koncem vseeno kar udobno prednost. No, sem vseeno preveril, kako sta se obe ekipi, torej prva Olimpija in drugi Maribor, odrezali na tekmah proti ekipam, ki so na lestvici uvrščene od 6. do 10. mesta, torej proti ekipam Primorja, Radomelj, Mure, Nafte in Domžal. Zdaj podrobnejši pregled, kje je katera ekipa izgubljala točke, seveda najdete v Večeru, ampak dovolj zgovorni je podatek, da je Olimpija na 18 tekmah proti tem moštvom osvojila 47 točk, Maribor pa 39. Obe ekipi še imata po 2 tekmi proti tem ekipam. Če potegnemo pod črto, pa je Maribor torej osvajal 2,16 točke na tekmo proti tem moštvom, Olimpija 2,61, torej pol točke na tekmo več od Maribora in zdaj se to na lestvici pozna. Še en podatek, ki ga nam je serviral, pa ga z nami delil Jernej Flisar, je tukaj za izpostaviti. Maribor je bistveno manj točk od Olimpije osvojil proti ekipi Celja. Maribor torej še čaka tekma s Celjem, malo lahko torej vijoličasti ta zaostanek v primerjavi z tekmami s Celjani še nadoknadijo. Bistvena razlika pa je, da je Maribor
izgubljal točke proti Primorju. Primorje je Olimpija premagala 4-krat, torej osvojila vseh 12 možnih točk proti Ajdovcem, Maribor pa je proti Primorju do zdaj že 2-krat izgubil in to je ta razlika. In v nadaljevanju prvenstva, kaj bo odločalo? Odločalo bo to, da pač Maribor mora osvojiti vse te preostale točke, ki so še na voljo. Super, veliko podatkov. To se pravi, iz tega zberemo, Maribor potrebuje zdaj serijo brez spodrsljajev. Je tega zmožen? Kdaj je nazadnje slavil 7 tekem zapored? Malo, ko smo se tako pogovarjali z navijači Maribora po zadnji tekmi v Vijoličastih, ne, Maribor zdaj ne sme izgubiti, smo si enotni, če želi osvojiti naslov, hkrati mora čakati tudi na spodrsljaje Olimpije, ampak ja, 7 tekem zapored bi Maribor nekako moral zmagati v idealnem scenariju. Tudi kakšen spodrsljaj bi bil dovoljen, ampak vsak spodrsljaj pomeni možnost več za Olimpijo. Ampak ključno vprašanje, kot si rekel, 7 zaporednih zmag, kdaj je Mariboru to nazadnje uspelo? Jaz sem mislil, da bomo mogel brskati kar daleč v zgodovino prve lige, ampak ne, ni tako daleč. Med 16. in 22. krogom sezone 2022-2023 se je to zgodilo, takrat je bil trener Maribora Damir Krznar. Vijoličasti so tisto sezono končali na 3. mestu, to je bilo sredi sezone, že potem, ko je bil Maribor nekako v izgubljenem položaju, ker je sezono zafural, če lahko tako rečem, že v bistvu povsem na začetku. Krznar je takrat prišel v klub in moštvo prevzel na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Tako da takrat je Maribor v bistvu zmagal 7 tekem zapored in ja, ni minilo toliko časa, je pa seveda povezati 7 tekem v prvenstvu, 7 zmag v prvenstvu je pa kar zahteven zalogaj. Ni pa seveda nujno, da Maribor potrebuje 7 zmag, potrebuje predvsem zdrse Olimpije. Zdaj Olimpija je v tem trenutku v mogoče malo slabši formi kot jeseni, ampak hitro pa se lahko prvenstvo tudi že zaključi. Recimo s porazom Maribora proti Celju v sredo bi imeli potem Ljubljančani že v soboto možnost, da zmago proti Muri osvojijo prvenstvo 4. v zadnjem desetletju oziroma 4. odkar je ta nova pravna enota Olimpije v bistvu ustanovljena. Super, hvala. Na kratko pred koncem še, kakšen razpored zdaj čaka obe moštvi? Ni lahkih tekem, pravijo trenerji in nogometaši, ampak če gledamo tako objektivno, bi lahko rekli, da ima Maribor vseeno zahtevnejši razpored. Čaka ga torej že sredo tekma z Celjani, ki so spomladi prerojeni, odlično so igrali v Evropi, nekako lovijo priključek z vrhom lestvice, so pa deloma tudi neobremenjeni, ker so v finalu pokala, hkrati ne morejo biti več 5, torej imajo zagotovljeno Evropo. Albert Riera bo zagotovo zelo motiviran proti Mariboru. Potem Vijoličaste po Primorju, s katerim so imeli v tej sezoni že kar nekaj težav, čaka Koper, še ena ekipa, ki je v zelo dobri formi v tem trenutku na 8 tekmah, odkar je trener postal Slaviša Stojanović. Koprčani v prvenstvu niso izgubili, hkrati so pa zmagali tudi obe pokalni tekmi pod njegovim vodstvom, tako da še en zahteven tekmec in na koncu še Nafta, ki je spomladi tudi že odščipnila točke Vijoličastim. Olimpijin razpored pa je lažji in zdaj ga moram... Tega pa moraš malo pogledati. Ja, zato ker se mi očitno tako lahek, da si ga nisem zapomnil, ampak ja, po Muri, ki smo jo že omenili, potem gredo še v zadnjem krogu v Šiško, torej k lokalnim tekmecem, Ljubljančani, torej Olimpija in z 7 Radomljami se še merijo v predzadnjem krogu. Radomlje pa so že v bistvu osvojile to, kar so v tej sezoni želele, zagotovile so si obstanek v prvi ligi, kar pomeni, da nekega velikega motiva, razen tega, da pač premagaš bodoče ali potencialne prvake, Radomljani ne bodo imeli. Super, hvala Miha za izčrpen pogovor. Seveda še več informacij in več številk pa najdete v Večeru in na večer.com.
Na majskem forumu obrti in podjetništva bodo predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije predstavili 139 zahtev obrtnikov in podjetnikov predsedniku vlade in političnim strankam. Med ključnimi točkami izpostavljajo znižanje obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, uvedbo razvojne kapice, spremembo dohodninske lestvice, razbremenitev plač ter hitrejše pridobivanje dovoljenj. Po predlogu OZS bi julija prispevek znašal 0,2% za delodajalca in 0,2% za delavca, namesto predlaganega 1% za delodajalca in 1% za delavca. Prihodnje leto bi se prispevek povečal na 0,3%, leta 2027 pa bi naredili izračune, ali pobrani denar zadošča za dolgotrajno oskrbo in ali se porablja namensko. Izpostavljajo pa tudi pomanjkanje izvajalcev oskrbe ter nejasnosti glede porabe sredstev. Zbornica ponovno zagovarja zimzeleno razvojno kapico in predlaga, da se najnižja dohodninska stopnja začne pri 11.000 evrih in znaša 0%. Dodatki za izmensko delo pa naj bodo oproščeni prispevkov. Prav tako zahtevajo spremembe pravilnika o ročnem premeščanju bremen po nemškem vzoru in krajše breme bolniškega nadomestila za delodajalce, ki naj bo največ 20 dni. Slovenija je med državami OECD beležila eno najvišjih rasti davčnih obremenitev plač, kar po mnenju OZS ogroža konkurenčnost gospodarstva in bi lahko prizadelo številna mala podjetja. Zbornica zato poziva k širšemu političnemu konsenzu za razbremenitev gospodarstva. Več preberite v Večeru in na vecer.com. Zveza prijateljev mladine Maribor se že pripravlja na letovanje otrok na Pohorju, kjer bodo letovanja v 2 izmenah, in v Poreču, kjer bo kar 6 izmen. Tudi letos bo prijava otrok možna samo s spletno prijavnico preko spletne aplikacije. Povezava na prijavnico bo objavljena na spletni strani www.zpm-mb.si. Prijave bodo začeli zbirati danes v torek ob 18. uri. Spletna prijavnica, podatki in dokazila, ki jih bo treba vpisati in priložiti, so enaki, kot so bili na prijavnicah prejšnja leta. Tudi aplikacija je enaka kot lani. Uspešno oddana prijavnica bo zagotovila otroku mesto v izmeni, kot bo navedeno na prijavnici. Zveza prijateljev mladine Maribor pa trenutno še ne zagotavlja možnosti subvencioniranega oziroma zdravstvenega letovanja. Kot pojasnjujejo v Zvezi prijateljev mladine, ob začetku sprejemanja prijav še ne morejo zagotoviti obsega možnega subvencioniranja, ker še niso prejeli vseh pogodb za subvencionirano letovanje strani občin in ker rezultati javnega razpisa za zdravstveno letovanje še niso znani. Starši oziroma prijavitelji, ki želijo uveljavljati subvencionirano letovanje, kljub temu že ob prijavi otroka na letovanje priložijo ustrezna dokazila, ki so za takšno letovanje potrebna, so še pojasnili v ZPM Maribor. Prijave sprejema do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Večjega števila prijavnic od števila postelj ne morejo sprejeti in ko se posamezna izmena zapolni, prijava vanjo ni več možna, še poudarjajo v ZPM Maribor. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 6. maja 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.